Tole. Tako da lepo pozdravljeni. Za vse, ki me še ne poznate, moje ime je Darja Huzimac in se ukvarjam z lucidnimi sanjami že precej časa, v bistvu lahko rečem skoraj da celo življenje, a ne? Ampak preden grem jaz v predstavitev pa v uvodni del, bi naredili eno čist kratko meditacijo, zaradi tega, da se vsi, samo da pridemo v tale trenutek, da smo prisotni v tukaj in zdaj, da damo stran vse, kar pač še nosimo s sabo iz celega dneva. Tako da vas samo vabim, da se lahko, pač če lahko, če imate to možnost, no, da se udobno usedete, zaprete oči za trenutek. Lahko sedite, lahko se uležete po želji. In naredimo samo 3 globoke vdihe in izdihe. In s vsakim izdihom samo izdihnemo vse napetosti, vse misli, vse skrbi tega dneva. In samo dovolimo, da je naša polna pozornost prisotna v tem trenutku, v tukaj in zdaj. In lahko začutimo svoje srce in samo dihamo iz področja srca. Lahko damo pozornost na fizično srce, lahko damo pozornost na našo srčno čakro. In samo dihamo z namero iz področja srca in začutimo hvaležnost, da smo lahko tukaj v tem trenutku. In samo dovolimo začutiti, kako smo iz našega srca dejansko povezani s celotnim življenjem, da nas vsak dih napolni s to neskončno esenco, neskončno energijo. Lahko si predstavljamo tudi zlato svetlobo, ki gre iz našega srca in ki jo z vsakim vdihom in izdihom pošljemo po celotnem našem telesu in ki sidra našo prisotnost in pozornost v ta trenutek. In ki nas napolni z energijo, nas nahrani in nam bo pomagala in podprla danes v tej eni uri našega druženja, ko se bomo potopili v svet lucidnih sanj, zavestnega sanjanja, katere osnova je prisotnost v trenutku, prisotnost tukaj in zdaj. Naša namera je, da ostanemo prisotni tekom celotnega dogodka in tudi potem. Naredimo samo globok vdih in izdih, smo prisotni v telesu. In ko ste pripravljeni, lahko odprete oči in začnemo tale dogodek z malenkost drugo vibracijo, kot smo jo imeli na začetku. Ok. Jaz sem začela z uvodnim delom in sicer čist na kratko, kdo sploh sem. Kot sem rekla, moje ime je Darja Huzimac in z lucidnimi sanjami sem se srečala dejansko, odkar se spomnim. Moji prvi spomini so spomini na lucidne sanje, se pravi, da sem šla spat in da sem potem v teh sanjah dejansko, bom rekla, se zbudila in delala stvari popolnoma enako zavestno, kot sem jih delala po dnevi. A ne? In se tega vsega spomnim. Lahko sem pač odkrivala različne svetove, dimenzije, potovala po portalih, se srečevala z raznimi bitji. In vsi ti spomini so ostali zelo živi. A ne? Jaz sem bila takrat stara, se pravi,
10 in manj, a ne. Ne vem točno, kdaj so bili ta prvi spomini, ampak dejansko, ja, zelo zgodnje otroštvo. Um, Tako da od takrat dalje me nekako ta tema zelo spremlja in ne bom šla v večje podrobnosti, a ne. Um, Ampak me je pripeljalo do tega trenutka, mislim, do tega trenutka, ker smo mi zdaj, in tudi do trenutka približno 8 let nazaj, ko so me nekako prvič porinili na tole pot, da sem začela z delavnicami lucidnih sanj in tudi s takimi dogodki, kot jih imamo danes, ker dejansko želim, da ljudje v čim večji meri sploh spoznajo, kaj so to lucidne sanje, zavestne sanje, zakaj bi sploh to počeli in kako nas lahko podprejo, a ne? Tako da to je tudi namen današnjega dogodka, da nekako širimo zavest o tem in da potem tudi vi lahko ostalim oziroma drugim poveste, ok, jaz pa vem nekaj o tem, a ne? Če recimo še nimate svojih izkušenj lucidnega sanjanja, ampak lahko pač tudi širite informacijo o tem, a ne? Zdaj, ja, kje naj začnem? Uh, Zakaj je sploh lucidno sanjati, a ne? Povezavi z mojo zgodbo, zakaj se jaz danes ukvarjam s tem, je to, da moja želja, zakaj se še aktivno ukvarjam z samimi lucidnimi sanjami, je to, ker želim priti do stanja, ker lahko ohranim svojo zavest kontinuirano. Kaj to pomeni, a ne? Spravi, mi sedaj, ko smo v tem trenutku, smo spravi pri zavesti, a ne, se bomo spomnili, kaj se je dogajalo, a ne, in smo prisotni v tem trenutku. Takoj, ko gremo pa spat, a ne, večina od nas, se pravi, ko enkrat zaspimo, se prekine ta zavest, a ne, postanemo, lahko rečem, nezavedni, a ne. Večina od nas se ne spomni, kaj se po noči dogaja, mogoče se spomnimo določenih sanj, redko kdo, da ima recimo, da ima sposobnost spontanih lucidnih sanj, a ne, da je tudi vse občasno zavesten, ampak večina ljudi, ko gre spat, se prekine ta naša zavest, a ne. In moja želja, ki jo čutim pač v svojem srcu že od vedno, je ta, da želim, da se ta zavest ne prekine. Se pravi, da kljub temu, da gre moje telo spat, jaz lahko ohranim svojo zavest tako, kot je tukaj v tem trenutku, a ne? In da tudi potem preko tega razvijam sebe, pač gre za delo na sebi, a ne, za osebno rast. Ker me je vedno pač neznansko privlačilo vse, kar je nadnaravno, vse, kar je nezavedno, vse, kar je preko tega, kar nekako naša družba nam, rekla, govori, oziroma kar trenutno naša družba meni. A ne? Obstaja ogromno nivojev življenja preko tega in mene pač res fascinira raziskati to in lucidnost izven telesa, kot so tudi recimo lucidne sanje, omogoča izjemen, kako bi rekla, playing ground, izjemno igrišče za to, oziroma se ti res odprejo vrata v dobesedno drugo dimenzijo, a ne? Ok. Zdaj začela bom s tem, da bomo vsi vedeli, kaj sploh termin lucidne sanje skriva v sebi. Se pravi, kaj to sploh pomeni, a ne? Ker vem, da sem imela že dostakrat tudi na delavnicah udeležence, ki sploh niso vedeli, da lucidno sanjajo, ker niso imeli tega ozaveščenega, a ne, da to, kar se njim dogaja, so lucidne sanje in da so zavestni, a ne. Tako da že z tega stališča je fajn, da vemo, kaj je, ker mogoče marsikdo med vami bo pa dejansko ugotovil, ok, se jaz to delam, a ne. Sam pač moramo včasih ozavestiti, a ne. Ok, čisto na kratko, lucidne sanje so sanje, kjer se ti, a ne, kot sanjalec zavedaš, da sanjaš. A ne? In posledično imamo večjo ali manjšo kontrolo, vpliv na samo dogajanje v sanjah, na potek sanj, na okolico, na vse pač
kar se dogaja, ne. Spravi, za razliko od normalnih sanj, tudi če se jih spomnimo, ponavadi smo v normalnih sanjah kot ena figurca, a ne, pač spomnimo se lahko, kaj se dogaja, ampak nimaš, je naša zavest bistveno pač večinoma spi, a ne, in tudi nimamo nobene možnosti te sanje potem voditi, a ne. Naj dodam, da obstajajo različni nivoji sanja, ne, lahko so navadne sanje, lahko so sanje, ki ti nekaj napovedujejo, prerokujejo, tako da spet tudi v sanjah obstajajo različni nivoji teh sanj, ampak načeloma, ko se enkrat ti zaveš, da sanjaš, evo, si že v lucidnih sanjah, a ne, se pravi, meni je bolj všeč izraz zavestne sanje, zaradi tega, ker se ti pri zavesti, a ne. In za vse, ki nimate še izkušenj, dejansko je postati zavesten v sanjah isto, kot si zavesten tukaj. Se pravi, cela tvoja osebnost, cel tvoj ti, cel tvoj jaz, a ne, je tam prisoten. In si se sam zavedal, ok, čak malo, jaz sanjam, odlično, a ne, pa bomo pa šli čez to, ok, ker dosti se pol naredi, a ne, da, ok, se zaveš, da sanjaš, kaj pa zdaj, a ne, tako da to bomo pol v naslednjem koraku mičkeno obdelali. Ampak ja, dejansko biti luciden v sanjah pomeni, da si popolnoma pri zavesti, tako kot pač v dnevnem življenju, a ne, da lahko sam kontroliraš dogajanje, a ne, recimo, ne vem, če želiš leteti, letiš, če želiš delati karkoli drugega, delaš karkoli drugega, a ne, lahko tudi kreiraš cele nove dimenzije, kreiraš, ne vem, novo hišo, kreiraš novo vesolje, a ne, ni omejitev dejansko, ni nobenih omejitev, zaradi tega, ker nimaš fizičnega telesa, to pomeni pač ti si tam čista zavest, ki je vse te omejitve našega dnevnega življenja odpadejo, a ne, zaradi tega tudi lahko letimo, zaradi tega lahko delaš vse in je tvoja edina omejitev v tem zavestnem lucidnih sanjah tvoja domišljija, a ne, koliko si ti pač dovoliš biti svoboden v tem svojem raziskovanju. In seveda v lucidnih sanjah prideš tudi zelo v stik z svojo intuicijo, z mogoče svojo podzavestjo, a ne, in se lahko tudi ena izmed. Zdaj, okay, sem že malo preskočila na naslednjo točko. Ampak ja, se pravi, da prideš v stik mogoče z deli tebe, ki jih v dnevnem življenju, se pravi po dnevi, ne zaznaš, ker je toliko drugih slojev preka, ne. Ker moram reči, da dejansko v lucidnih sanjah enih aspektov ni, to je v smislu, recimo, to je čisto moja izkušnja, ne. Ni tako močno prisoten ta ego mogoče, a ne. In se, kot da bi se ena plast, taka, ki te tukaj bistveno bolj omejuje, je tam bistveno bolj zrahljana. In dejansko lahko pridejo na plan ful več tebe ali pa deli tebe, ki so bili mogoče malo bolj potlačeni, a ne. Ok. Spravi, zdaj upam, da je vsem jasno, kaj so to lucidne sanje. Če bi bilo karkoli nejasnega oziroma tudi vmes. Če so vprašanja, mi dajte kar v chat napisati, če ne vidim sproti, bomo pa zadnjih 10 minut sigurno namenili vprašanjem oziroma pač, da jaz odgovorim na tisto, kar vas zanima, ker je tudi pač tu namen tega današnjega dogodka, da če imate vprašanja, da jih podebatiramo oziroma da pač probamo odgovoriti, a ne? Ok. Zdaj, ok, recimo, da postanemo lucidni v sanjah, a ne, odlično, super, kaj pa zdaj? Kaj bi počeli v lucidnih sanjah? Kakorkoli se sliši to mogoče čudno vprašanje na začetku, a ne, je dejansko včasih to problem. Zakaj? Če mi vnaprej ne vemo točno, kaj bi počeli v lucidnih sanjah, lahko pač enkrat, ko si v tem novem okolju, novi dimenziji, ostaneš pač mal, nisi brez idej, ampak si pač fasciniran nad celotnim dogajanjem in enostavno pozabiš karkoli narediti, kar bi recimo si želel, a ne. Ampak, ok, malo sem preskočila. Če grem en korak nazaj. Doskrat me vprašajo, oziroma doskrat, sem dobila že doskrat vprašanje, ja,
zakaj bi se pa jaz sploh, zakaj je mene sploh zanimalo lucidno sanjati, a ne? In pol sem jaz ponovadi odgovorila, mislim, zakaj te ne bi, a ne? Ampak razumem, da nekdo, ki mogoče ni, ki se prvič sreča s tem, dejansko si sploh ne moreš predstavljati, kakšne dimenzije ti odpre, a ne? Tako da jaz pač povem, prva stvar je, zakaj bi sploh lucidno sanjali. V lucidnih sanjah lahko, kot sem že prej pač mal nakazala, delaš kar koli želiš, brez omejitev fizičnega sveta in brez, kako ne rečem, brez kakršnih koli drugih omejitev, a ne, ki si jih tukaj dajemo. Zdaj, kaj to pomeni? Tisto, kar sem rekla, spravi, lahko kreiraš, lahko si kdorkoli želiš biti, a ne, ki mogoče tukaj to ni tako enostavno. Lahko letiš, že samo to, če lahko letiš, se meni zdi dovolj velik razlog, a ne. Ampak, seveda ni samo to. Vse, kar delaš, recimo tukaj, tvoji hobi, lahko delaš tudi v lucidnih sanjah. In na te točke bom razkrila, ampak ne bom šla v detalje, ker sem mal preveč ni toliko časa in prostora dan za to, a ne? Ampak samo menim, da vse, kar delaš v lucidnih sanjah, v smislu recimo tvojih hobijev, če si športnik in ne vem, če recimo kolesariš in če kolesariš potem v lucidnih sanjah, se bo preneslo in poznalo na tvojem fizičnem telesu. Zakaj? Ker naši možgani ne razlikujejo med aktivnostjo, ki jo ti delaš v dnevnem življenju, se pravi po dnevi, ali pa potem v lucidnih sanjah, v pač tej realnosti, ki ni tvojega fizičnega telesa. Ampak malo več o tem lahko pol tudi na koncu povemo, če koga bolj zanima, oziroma ja, ampak čistek za zanimivost. A ne? Naši možgani dejansko ne vejo. In če jaz recimo v sanjah meditiram, a ne, bo tudi dejansko efekt na tej moji dnevni zavesti. Ja. In vse take stvari, vsi naši hobiji, šport, vse, ne vem, mogoče duhovne prakse, recimo tudi joga, karkoli delamo mi v lucidnih sanjah, je tam močneje potencirano, kot pa v naši dnevni realnosti. A ne. Se pravi, da bi jaz tukaj želela meditirati, a ne, rabim čas, da sploh pridem do onega dovolj globokega stanja, ne, da se povežem s sabo. Ponovadi v lucidnih sanjah, ki jaz to pač dam samo na mero, ok, zaprem oči, meditacija, v trenutku. Pač šus energije, ki te res prestavi v čist drugo dimenzijo. A ne. Se pravi, vse je instantno, manifestacija je instantna in tudi vse je potencirano močneje, hitreje. Tako da ja, lahko dejansko izživite vse svoje fantazije, ki jih imate, popolnoma pač neomejeno. A ne. Zdaj, kar je meni všeč pri lucidnih sanjah, je tudi to, da omogočajo eno tako res varno okolje za soočanje z raznimi travmami, podzavestnimi strahovi oziroma pač strahovi, karkoli je v nas, kar vemo, da nas recimo omejuje, a ne, pri vsakdanjem življenju. A ne. In če imamo kak strah, kaj ne rečem, recimo, ne vem, strah pred pajki, a ne, se lahko s tem soočimo v lucidnih sanjah. In kar je najlepše, tisto, kar sem že pač preomenila, a ne, to, da se bomo s tem soočili v lucidnih sanjah, naši možgani ne bodo videli razliko v primerjavi s tem, da pač ta strah predelamo v dnevni zavesti. A ne. In se bo ta travma, ta blokada, ta strah hitreje razrešila. A ne. Recimo jaz osebne, čist pač moje izkušnje, dosti krat so me pač v zavestnih sanjah, pač lucidnosti, a ne, peljali soočiti se z določenim podzavestnim delom mene, ki je zadrževal nekaj, kar tudi ni bilo niti približno ozaveščeno, a ne. Je bilo pač čisto podzavestno, ampak so mi potem pač pokazali, kaj je, seveda v simboliki, in dejansko se je tista stvar instantno rešila. A ne. Če pač ne pobegneš, če se soočiš s tisto stvarjo, si lahko v trenutku reši. Kaj to pomeni? Da dejansko jaz lahko v lucidnih sanjah v eni noči predelam nekaj, za kar bi rabila, ne vem, 5 let psihoterapije, recimo, primerjava. Ne, ne rečem, da je to pač vedno se zgodi, odvisno, mi moramo tudi biti pripravljeni se soočiti s tem, a ne, ampak obstajajo določene tehnike, določeni načini, kako v lucidnih sanjah potem tudi sprejeti te
strahove, travme, a ne. In dejansko, kako jih lahko v eni noči razrešiti. In to se potem tudi kaže, ko pač se zjutraj zbudimo, napolnjeni z energijo in pač enostavno vemo, da smo nekaj spucali, a ne, da nekaj ni več niste teže na nas, a ne. Ok, da ne bom preveč dolga. Zdaj, meni osebno so tudi lucidne sanje dajo veliko zaradi tega, ker treniram mojo pozornost. Se pravi, lucidne sanje zahtevajo, da smo mi prisotni in pozorni. A ne, tako pač prisotni v tukaj in zdaj, da ne begajo naš ne bega v preteklost ali pa v prihodnost, a ne. V preteklost, kaj je bilo, in prihodnost, kaj pač vsa ta načrtovanja, a ne. Mi moramo biti res fokusirani samo na ta trenutek v lucidnih sanjah, a ne. In to, da to tam treniramo, se dejansko tudi prenese na naše življenje. Smo bistveno bolj prisotni v tej dnevni realnosti, kar nam potem seveda pomaga pri raznih stvareh, a ne, če si prisoten, pač enostavno rešuješ vse izzive, vse težave, zmanjša se stres, pač vse potegne za sabo, a ne. Tako da zdaj vam dajem samo ideje, kaj vse ti omogoča oziroma kaj vse se odpre enkrat, ko se nekdo poda na to pot, a ne. In ja, kaj je še ena stvar pomembna za povedati, je tudi to, da v lucidnih sanjah se dosti enostavneje ali pa hitreje lahko tudi povežemo z vsemi našimi vodniki, a ne, lahko so to pač tudi naši predniki, dostikrat recimo se kdo želi mogoče posloviti od kakšne ljubljene osebe, ki je pač pokojna in se ni imel možnosti posloviti, a ne. Tako da je res poznam pač tudi ogromno zgodb o tem, no, da je nekdo začel oziroma ja, želel začeti lucidno stanje zaradi tega, da se lahko potem tam v lucidnih sanjah sreča z to pokojno ljubljeno osebo, a ne, in da razrešijo ali pa da se vsaj poslovijo, a ne, se ni vedno za razreševanje. Tako da tudi na tem področju nam ponuja res, mislim, neverjeten potencial, no. In seveda, da pač se lahko potem z vsemi našimi ostalimi vodniki srečamo, nas vodijo, nam pomagajo, a ne, in se pač tudi tam potem učimo, a ne. Ker čisto na hitro, da povem, meni osebno res se zdi taka škoda, da mi, ko gremo spat, a ne, po noči, da tudi naša zavest 8 ur je pač koma. Jaz temu pač pravim zombi spanje, a ne. In nikoli se mi to ni zdelo naravno, vedno se mi je zdelo to neka umetna stvar, ki so nam jo vsilili, pač kdorkoli, ne bom se spuščala v to. Ampak dejansko že sama ideja o tem, da pač moje telo lahko gre spat, ampak moja zavest ostane. A ne? In lahko v tistih 8 urah, recimo, ko spimo, če ne drugo, prebereš knjigo. A ne? Res ti ostane toliko več, kako bom rekla, časa, a ne, za vse, za kar mogoče nam čez dan zmanjkuje, sploh pa v tem tempu. Tako da dejansko je, če kdo gleda on film, kaj je že, sem pa pozabila, se sem spomnila, en zelo znan film, nič, zgubila sem, ok, bom pol povedala. Ampak ja, dejansko je meni bila ta ideja pač vedno zelo privlačna, da lahko v teh 8 urah, ne veš, da sem pač tam zombi, a ne, lahko počnem karkoli želim. Tako da ja, dobro. Kako začeti z lucidnimi sanjami? Jaz bom zdaj šla čez ene par korakov, zato da boste lahko vi že danes, če še ne delate recimo kaj od tega, lahko že danes sprobali in da boste imeli eno tako osnovo za vse, ki pač želite mogoče začeti z prakso lucidnih sanj, a ne. Zdaj, ena važna stvar, tako kot pri večini zadev, ki so povezane z nekako osebno rastjo oziroma jaz mislim, da z vsemi stvarmi v življenju, ne, je tudi pač naša namera. Tako da, če si date zvečer namero, pač že na to, da se spomnimo svojih sanj, a ne, je ena stvar, se pravi, ne bom šla v ful detajl, ampak to, da se mi spomnimo sanj, je zelo povezano potem tudi z lucidnimi sanjami, a ne, ker lahko se zgodi, da ti lucidno sanjaš in potem zjutraj, ko se zbudiš, pozabiš. Zaradi tega je tudi super, da delamo že na tem, da dajemo namero že za to, da se recimo sploh začnemo spominjati sanj, oziroma če se jih že spominjate, da se začenjate še bolj jih spominjati, a ne.
in da se tudi vodi potem sanjski dnevnik, a ne. Zdaj, sanjski dnevnik je res ena taka stvar, ki je multilevel, ima res več funkcij, ampak ena ključna je tudi to, da mi začnemo dajati pozornost na sanje, a ne, in sporočamo o naši podzavesti, ok, meni je ta tema važna, meni so sanje važne, želim se jih spomniti. A ne, in zato si jih potem tudi zjutraj zapišem. Lahko se zgodi, da ne vem, mogoče kak dan se ne spomnimo nobenih sanj, jaz si zapišem pač, ok, danes pa nobenih se ne spomnim, a ne. Ko se jih pa spomnimo, pa si probamo zapisati, lahko v detajle, lahko ključne besede, po želji, važno, da damo čim večjo pozornost na to in da se začnemo trenirati v tem, no, da se bomo spomnili čim več sanja, ne. Ker s tem bomo tudi povečali možnost, da ko bomo lucidni v sanjah, da se bomo tudi teh trenutkov spomnili. Kakorkoli se sliši mogoče čudno, ja, lahko se zgodi, da se ne spomnimo lucidnih sanj, enostavno, ker nas pač pol potegne spet v navadne sanje, a ne, zaspimo in pač pol pozabimo in sploh, če nas spomin oziroma nismo še toliko natrenirani spomniti se sanj, se lahko to zgodi. Tako da ja, damo namero, spomnil se bom svojih sanj in potem tudi zjutraj si lahko začnete zapisovati. A ne? Jaz priporočam za sanjski dnevnik, da imate to eno posebno knjigo, a ne? Mislim, posebno eno stvar, ki je samo za zapisovanje sanj in tja pač pol res ne pišete ničesar drugega. Zato, da je tudi energetsko to pač res, da lahko rečem kot en ritualček, a ne? Ok. Uh, Zdaj bomo pa šli, se pravi, dali smo namero, imamo sanjski dnevnik, zdaj bomo pa šli čez osnovno prakso oziroma osnovno tehniko, ki nam lahko pomaga, da postanemo čim prej lucidni v sanjah, a ne. In to je tako imenovan reality check, se pravi, še vedno nimam te prave besede v slovenščini, ki skozi angliško pravim, pač preverjanje realnosti, a ne. Ja, ok. Zdaj, preverjanje realnosti je ena tehnika, ki se uporablja, ima pač tudi več funkcij. Je tehnika, ki se uporablja zato, da si pomagamo postati lucidni v sanjah, in potem, ko smo lucidni v sanjah, da pač preverimo, v kateri realnosti smo, in v kasnejših fazah nam tudi pomaga, da ostanemo v lucidnih sanjah, a ne, da nas stabilizira potem v tisto realnost, a ne sanjsko realnost. Zdaj, šli bomo čez to najbolj simpel, najbolj osnovno in meni pač najbolj priljubljeno reality check, preverjanje realnosti, za katero rabite svojo roko. Meni je pač ta najbolj priročna z uporabo roke, zaradi tega, ker pač roko imamo vsi vedno pri sebi, a ne, in ja, najbolj priročna je, pika. Če boste šli na internet pogooglati, pa ste lahko našli druge različice, kaj se še vse uporablja, oziroma mi gremo tudi čez ostale stvari, čez pol na delavnici, ki jo imamo, ne. Ampak zdaj, danes bomo začeli z osnovno, ker pač jaz to pravim. To je pač začetek za vse, a ne, je naša roka. Kako začnemo? Čez dan, se pravi v tej dnevni realnosti, a ne, delamo vajo in sicer, da preverimo, kje smo. Zato pogledamo roko, a ne, se pravi, pogledaš roko in se vprašaš, ali sedaj sanjam. In prešteješ prste. 1, 2, 3, 4, 5. V tem trenutku jaz ponavadi ali zamižim ali pogledam stran, pač pogledam stran z roke za sekundo in potem ponovno roka in še enkrat preštejem. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, če je vseh 5 prstov in če vsi izgledajo kot moji prsti, si odgovorim, ok, v tem trenutku ne sanjam. A ne? Tako da poanta je, da potrdimo, da smo res v kateri realnosti smo. Ampak, ok, kaj se pa zgodi, ko jaz vidim roko v lucidnih sanjah? Ko boste isto tole naredili v lucidnih sanjah, kar smo zdaj naredili, se pravi, pogledali roko, prešteli prste,
Se običajno takoj naredi, da vaša roka zgleda drugače, je nekaj bo čudnega. Lahko je 6 prstov, lahko je 10 prstov, v glavnem ne bo jih 5, lahko so na mest prstov pač karkoli drugega. Mislim, ni omejitev, a ne. Lahko sploh, zdaj tako je, da ni roka, takoj je mal, ampak lahko je tudi, da takoj ne bo roka, a ne. Mm, Jaz imam ponavadi, sploh zadnje čase, mm, da število prstov ne štima. Sem imela že tudi svašta, tudi ko so, je bilo, mislim, da tudi v enem od filmov, a ne, ki ti pač pol iz prstov izrašča še ena dlan, pa še ena dlan, pa, a ne, tudi to je bilo. Se pravi, ključno je vedeti, da ko jaz naredim to v lucidnih sanjah, moja roka bo nekaj drugačnega na moji roki, a ne. Zdaj, kaj je še ključno pri tej tehniki? Se pravi, ključno je, da ko jaz delam reality check, da za tistih, ne vem, par sekund, a ne, da sem popolnoma prisotna. Ok, zdaj bom jaz to naredila in se pač postavim v ta trenutek in je cel moj fokus na tem. Se pravi, to je res ena taka ključna stvar, a ne. Če narediš ti to, by the way, tak usput in nisi prisoten, a ne, da bi misli begajo, bo manj efektivno. Se pravi, da moraš biti prisoten v tem trenutku, ko delaš pač ta reality check. Ok, in delaš za celo tvojo pozornostjo. Zdaj, se pravi, ko preden greš štet prste, ključno je, da se vprašaš, da postaviš, ok, vprašanje, ali sedaj sanjam. A ne? Ali sedaj sanjam, prešteješ prste, pogledaš za trenutek stran in pošteješ še enkrat prste. Zakaj pogledamo stran? Zato, ker tudi v lucidnih sanjah se lahko zgodi, da prvič, ko vidim roko, ko jo prvič pogledam, je taka, kot je zdaj, a ne? Ampak, če pogledam stran in pogledam še enkrat roko, bo drugačna. Ker v lucidnih sanjah mislim, niso možgani, ki jih nimamo tam, a ne? Se pravi, ta naša zavest ne more projicirati iste slike dvakrat. To drži za 99% primerov, a ne? In zato bo ta drugič, ko roko pogledam, ona drugačna in nekaj bo drugega. Ponavadi je že ta prvič, ko jo pogledam, a ne? Sploh recimo na začetku. Je nekaj drugega na njej, a ne? Ampak vseeno, jaz pač vse na ta način, da dejansko, ko prešteješ prvič prste, pogledaš stran, pogledaš nazaj in še enkrat prešteješ prste in pol si odgovoriš, ne si pozabiti odgovoriti. Ne, ne sanjam. Zaradi tega, ker cel ta postopek je ključen potem za takrat, ko boste v lucidnih sanjah, a ne. Namen tega, da mi to delamo podnevi, je ta, da se nam to vtisne v podzavest, pač postane, bom rekla, kot ena rutina, a ne, in potem začne naša zavest, podzavest, to delati tudi v sanjah, a ne. In recimo pač vi imate ene sanje, nekaj se dogaja, karkoli takega, in se pač podzavest spomni narediti reality check, a ne, in pogledati roko, in vi boste pol pogledali roko in videli, da ups, tole pa ni moja roka, ne. In to bo tisti trigger, ki vam bo pomagal, da postanete zavestni v sanjah, a ne. Se pravi, to je eden izmed najbolj klasičnih načinov, kako postati zavestni v sanjah, da začnemo uporabljati reality checke, ki se potem pač prenesejo v naš sanjski svet. Zdaj, čisto iskreno, pri enih deluje to hitreje, pri enih deluje manj. Pri meni to, da bi pač sama začela prav gledati roko, ni delovalo, ampak se je pa dostikrat naredilo, ko sem nekaj sanjala in slučajno pogledala roko, a ne, da se je takrat sprožil on trigger, a ne. In sem takrat dejansko pol pač videla že, da je roka nekaj druga, ali pa da sem pač takrat pol naredila še ta reality check. Tako da na en način ali na drug način, če boste vi recimo to izvajali redno, bo postalo del vaše, pač ni ta pravi izraz rutina, pač postalo bo kot nekaj, kar pač delate, a ne, in se bo vtisnilo tudi v podzavest.
in boste pač tudi v sanjah lahko to izkoristili. Zdaj, kolikrat delati reality check na dan? Eni pravijo pač čim večkrat. Sploh na začetku, recimo, kaj je še pač bolj zabavno, lahko kadarkoli se spomnite, vse 3-krat, 4-krat na dan, lahko si date, recimo, jaz sem imela takrat še pred leti polopomnike na stenah, a ne, ali sedaj sanjam in vsakeč, ko sem videla opomnik, sem naredila reality check, a ne. Eni si pol naštimajo, recimo, vsakeč, ta je najboljša, sploh v tem času, a ne. Vsakeč, ko pogledaš na telefon, narediš reality check. Jaz mislim, da takrat jih pa dejansko res narediš dovolj na dan. a ne. Uh, Igrajte se. Res, vse te stvari delujejo tudi na principu, da si moramo narediti stvari zabavne in zanimive. Če vam bo kjerkoli od teh stvari začela iti na živce, ali vas bo nerviralo, ali boste vzeli kot obveznost, delate kontra, a ne? Ker se boste še zablokirali. Se pravi, da nikoli, če postane kjerkoli vaša praksa, rutina, obveznost, ok, je čas za pauzo, a ne? Pa pol nekaj zašiftati, pa da videti, ok, zakaj smo prišli do te točke. Mora biti zabavno, mora biti navdihujoče, zato da vse, kar ima ta čustveni naboj, a ne? Da smo navdušeni nad tem, se tudi čist drugače potem vtisne v naše energetsko polje in se potem tudi seveda manifestira v sferah, ki smo izven našega telesa. Ok, če je kako vprašanje okoli tega reality checka, ker ne vem pač, koliko poznate ta koncept, mi kar napište, če karkoli ni bilo jasno, bomo pol še povedali. Zdaj, jaz drugače dajem tudi pozornost na to, da si vašo spalnico oziroma tam, ko spite, tudi ustrezno naštimate, tako da vam je prijetno, da res nudi en tak prostor, kjer ste za veseljem, a ne? In potem se tudi čisto drugače spočijemo in tudi čisto drugače bo vplivalo na naše sanje, ker nam bo ful enostavno je tudi sanjati, če pač vemo, da smo na enem varnem, prijetnem prostoru, a ne. Za mene to tudi pomeni, da je prostor energetsko očiščen z raznimi kadili, karkoli pač uporabljate, a ne. Jaz recimo tudi zdaj, preden smo začeli, sem prepucala, ker so se energije že začele zbujati, a ne. Tako da v teh primerih kar uporabim kopal, dim, da se orenk spuca, drugače pa kak žajbelj, palo santo, lahko tudi kak sprejček, recimo, da se pač vse energije, ki nimajo kaj tam delati, spucajo. Isto velja za nas, a ne. Če se mi pač, če vsak dan očistimo naše fizično telo s tem, da se pač tuširamo, je tudi fajn skrbeti za naše energetsko telo, da ga pač vsak dan prepucamo, sploh če imamo opravka pač z ljudmi, pa, a ne, službe pa to. Tako da je fajn imeti tudi ta aspekt v mislih. Zdaj, tule ne bom šla v detalje, ker tudi ni toliko časa, ampak ja, lahko imate pa tudi kak kristal, ki vas podpre pri sanjah, a ne. Jaz sem prej pač več delala recimo s sodelitom, ko je en tak znan za sanje. Zdaj, pač že 10+ let, ogromno, ne vem, koliko časa, no. Imam itak moldavit, moldavit je itak eden pač res fantastičnih meteoritov kamnov, a ne, je pa pač žal tudi cenovno, a ne, malo dražji. Ampak se najde kar nekaj kristalov, ki lahko recimo pomagajo, če ste oseba, ki čudi povezavo s kristali. Ja, lahko si naštimate tudi kak oltarček, pač v spalnici, kjerkoli. Karkoli, pač to je, zdaj naštevam določene stvari, ene so recimo pač priporočljive, tako kot je energetsko čiščenje, a ne, tukaj mislim, da sploh ni druge alternative, ampak vse ostalo je pa na tem, da si vi naštimate prostor, vzdušje tako, da vas podpre, a ne, da je vam fajn. Se pravi, spet pridemo do tega elementa, da je super, če je, da vas tudi prostor podpira s tem, da ste pač, ja, da se pač počutite v redu v njem. Ok. Zdaj, ja, za danes sem imela pač pripravljeno, kar se tiče tehnik, to se pravi, smo šli čez osnovno stvar, namera, dnevnik, reality check.
če začnete s temi zadevami, mislim, to so itak osnove, a ne? Uh, in za začetek več kot dovolj. Zdaj na internetu je ogromno pač opisov, pa tudi imate ogromno knjig tudi na temo lucidnih sanj, ki opisujejo različne tehnike. Jaz na delavnici, ki jo imam, a ne, gremo tudi čez par tehnik, seveda, ampak pač imam prav sfiltrirano, kje so tiste tehnike, ki so meni osebno delovale. Najboljši plus dodane so še določene zadeve iz mojih izkušenj, tako da je nekako strnjeno in se ne rabite recimo prebijati čez maso in maso različnih tehnik in tekstov in vsega, a ne. Mm, ampak ja, če začnete že s tem, kar smo danes omenjali, je to odličen začetek, a ne. Ok. Naj dodam še to, da seveda, ko boste danes šli spat, ne samo, da si date namero, ok, da se spomnim sanj. Če začutite in če ste že pač dovolj pogumni, lahko date tudi namero, želim se zbuditi v sanjah, a ne? Se pravi, želim postati luciden, lucidna v sanjah. Dostikrat se zgodi, da je že ta namera dovoljšen trigger, da se tudi to zgodi, če ne danes, mogoče pač čez par noči, a ne, sploh če boste začeli delati še te reality checke, ker se moramo zavedati, da ponavadi, ker je nekaj novega in razboljivega za naše energetsko telo, za naš a ne, za pač cel naš aspekt, se znajo te stvari zelo hitro narediti, zgoditi. Zaradi tega, ker je nekaj novega, razburljivega in nas, recimo, pač celo naše energetsko polje pri tem podpira. Tako da ja, komot date tudi namero, želim se zbuditi v lucidnih sanjah. Ok. Jaz sem vam dotaknila še samo ene točke in sicer zaradi tega, to sem vključila že sem, zaradi tega, ker dobim ogromno klicev pač od ljudi, ki imajo različne nočne more. In predvsem recimo sem imela kar dosti strank, staršev, ki so imeli otroke z nočnimi morami. Zdaj, zakaj je to meni blizu? Jaz, ne, to nisem na začetku povedala, ampak se pravi, kot so moji spomini o lucidnih sanjah, iz otroštva, odkar se spomnim, so isto bile prisotne tudi nočne more. Leta in leta in leta, a ne. In to je bilo pač tak, ne vem, mogoče en dan lucidne sanje, drugi dan lucidne sanje, nočne more. Pač na 2 dni sigurno so bile nočne more in to zelo hude nočne more, a ne. In seveda ni bilo nikogar, ki bi mi karkoli razložil. Pač to je bilo, ja, no, skoraj 40 let nazaj, a ne. Takrat se sploh o teh stvarih ni govorilo. Tudi v mojem, bom rekla, družinskem krogu se nobeden ne ukvarja z ničemer, kar se tiče energij, sanj, nič od tega, a ne. Se pravi, res sem pač pol šele kasneje odkrila marsikaj. In so se mi tudi nočne more iz otroštva pol pri 30-ih ponovile, da sem jih lahko razrešila, a ne. Se pravi, če poznate koga, če imate vi nočne more ali pa otrok, vaši otroci nočne more, so lahko lucidne sanje izjemno orodje, kako se soočiti s tem, kar nam nočne more kažejo. Kakorkoli grozno se sliši, nočne more običajno so res darilo. Zakaj? Zaradi tega, ker kažejo na nekaj v naši podzavesti, kar zahteva našo pozornost. In dejansko nam naša podzavest, ker je mi pač čez dan ne poslušamo, a ne, ker je enostavno toliko ostalih stvari prekriva, nam pač potem v sanjskem svetu, ko se naš odklopi, preko sanj poskuša povedati, ok, lej, res se moraš s tem ukvarjati, a ne. In ker so ponavadi stvari, ki niso tako prijetne, se pokažejo v obliki nočnih mor. Zdaj, ponavadi se tudi zgodi, da pri nočnih morah, ker je to en tak čustveno-energetski naboj, a ne, da postanemo lucidni. Ogromno ljudi postane takrat, ko ima nočne more, tudi zavesten, a ne. In pač, ok, ja, lahko so nočne more čudovit trigger, da postanemo zavestni, čeprav na mogoče malo manj prijeten način. Ampak, ko mi postanemo enkrat zavestni,
v naši nočni mori, pomeni, da imamo moč potem tudi to spremeniti. A ne? Um, in kot sem že pač preomenila, dejansko, takoj, ko se mi v teh sanjah, lucidnih sanjah, soočimo s to našo nočno moro, zgine. Ena seansa. Ne bo je več. A ne? Takoj, ko nehamo bežati od tega, a ne? Takoj, ko se pač soočimo s tem, ok, smo videli, zaznali in to je to, da se cela stvar razreši. A ne? Um, Tako da ja, lucidne sanje so res tudi izjemno orodje za razreševanje razno raznih travm, ki se potem pač tudi manifestirajo kot nočne more. In recimo pač tudi moja izkušnja je, sem imela stranko, ki je pač otroka ne imel nočne more. In ker recimo to otroku razložiš, pa kaj mora pol narediti, a ne? Uh, ok, bom jaz kar tule povedala, kaj morate narediti, če se to naredi, oziroma če imate otroka. Pa ker res, ko enkrat otroku samo poveš, kaj mora narediti, kaj je nočna mora, in če on ve, kaj mora narediti, bo to naredil in se bo razrešilo. Ko ste v nočni mori in postanete zavestni, edina stvar, kar se jo pač naredi, ne bežimo, kakorkoli vas je strah, če se lahko skontrolirate tako, da ostanete, a ne pred tisto, ne vem, lahko se to pokaže v obliki pošasti, lahko je res kakšna grozna situacija. Pač naš deluje preko simbolike, a ne, in lahko v obliki simbolike marsikaj pokaže. Ampak, če ostanete potem v tistem trenutku, v tej sceni, v tej pač za tole pošastjo, karkoli je, in samo spomnite se, da v srcu začutite ljubezen in jo pošljete potem tej pošasti. Eno navodilo je lahko tudi, da objamete, a ne, to pošast, karkoli je, ampak recimo, če pač okolice ne morete objeti, ampak samo, da začutite ljubezen in jo začnete pač oddajati navzven. To je to. To pomeni, da smo mi zaznali, vidim ta mojo podzavest, vidim te, vidim to travmo, vidim to bolečino, vidim ta strah, ji dam ljubezen. To je to. Iz mojih izkušenj, kar nekajkrat se je to naredil, v sekundi se cela scena pretvori. Tudi če je bila prej pošast, postane zdaj puhast zajček, recimo karkoli, cela scena se pretvori in dejansko čutiš, kako se je vse skupaj, dejansko se je razrešilo, a ne. Ampak vizualno pa res pomeni to, da pač iz tiste nočne more v sekundi se vse postane pač, recimo, ne vem, pristaneš v nebesih. No, tako ne lahko primerjam. Tako da res tako enostavno je in meni je samo žal, da pač se ne govori več o tem, ker bi lahko pomagalo res marsikomu. A ne. Če imate nočne more, če imate kogarkoli od bližnjega z nočnimi morami, če imate otroka z nočnimi morami, evo, tale trik delite in mi pač povejte, kako je šlo. Ok, zdaj, mičkam smo kasneje začeli, tako da upam, da če bomo kako minutko čez, da bo v redu, no. Se sem rekla, itek bo posnetek. A so kakršnakoli vprašanja zdaj o vsem tem, o čemer smo se pogovarjali? Jaz bi bila ful hvaležna, če lahko kar v chat napišete, no, zato da, ja, da ne bo mogoče kakega šundra. In imamo res prostor in čas sedaj na voljo, da odgovorim na vaše vprašanje, no, kar se te teme tiče. Noben nima nobenih vprašanj. Ok. Pol pomeni, da sem dovolj razločno razložila. Ampak vse mi dajte napisati v chat, a je že kdo lucidno sanjal? Mislim, mogoče se vam je ste danes ugotovili, da ste že lucidno sanjali. Če je že kdo imel kakšne lucidne sanje, no, bi me kar zanimalo. Ok, Vita, super. A ste vedeli, da so lucidne sanje? Dobro, enkrat je tudi super, odličen začetek. Se enkrat, ko ugotovimo, zakaj, jaz sem tako rekla, ne, da prvič, ko imamo lucidne sanje, ko se to zgodi,
takrat se ti res šele nekako oči odprejo, kaj to sploh pomeni. Ker res ne morem tega dovolj poudariti, pa predati, da kakšen je ta občutek, ki ti ugotoviš, pa jaz zdaj že vem z umom, ampak ki ti dejansko ugotoviš in doživiš, da ti nisi tvoje fizično telo, da ta realnost ni edina in da si ti zavesten izven tvojega fizičnega telesa v drugi realnosti, če govorimo o lucidnih sanjah, v realnosti, ki jo ti kreiraš. Ni to podzavest, ni to, ne vem, kakršna koli halucinacija. Ti si popolnoma pri zavesti v eni drugi realnosti. V glavnem, to hočem povedati. Da prvič, ko doživiš ta občutek, ni več sploh vprašanje, ali bi želel razvijati lucidne sanje dalje, a ne? In ja, vprašanje je bilo, ali lahko vsak lucidno sanja? Absolutno. Zakaj? Mi smo imeli glih eno debato o tem, a ne, pač na eni skupini, ki sem, kako je neverjetno, oziroma, kako je že bilo, ja, da bi vsak moral imeti to sposobnost, a ne, se pravi, biti zavesten izven telesa. In potem si rečem pač, ne, vsak ima to sposobnost. Zakaj? Mi, ko smo bili otroci, jaz vam garantiram, da ste vsi lucidno sanjali. Razlika je samo v tem, da eni se spomnimo, drugi pa ne, a ne. Pri enih, takrat sem bila jaz je tudi trajalo dalj časa, ne bom šla v to, zakaj se je prekinilo pol za obdobje 20 let, a ne. Ampak vsi, ko smo otroci, lucidno sanjamo, mi, ko se rodimo na ta svet, imamo odprte sposobnosti, med drugimi tudi zato, da lucidno sanjamo, se pravi, da ko naše telo spi, smo mi zavestni v pač drugem svetu, a ne. Tako da to ni sposobnost, ki jo morate pridobiti, to je sposobnost, ki jo imate v sebi in jo je potrebno samo prebuditi, reaktivirati. Zdaj, ta reaktivacija, koliko časa traja, kako težka je pa malo odvisna tudi od tega, koliko smo mi zakrčeni v tej realnosti, se pravi, zacementirani, a ne. Jaz na delavnici grem pač moj način, tudi ta znanja, ki jih predajam, tehnike, pa tudi določene druge zadeve, so ful povezane s temi starodavnimi tolteki, a ne. Se pravi, Castaneda, pač ta linija, ta način razlage in dojemanja. In oni tudi pravijo, ko se mi rodimo, se začne proces socializacije, to pomeni družba, starši, vsi naši bližnji nas začnejo socializirati in nam predajajo svojo sliko o svetu, kar pomeni, da se naša zaznava, ki je a ne, razširjena, ni omejena kot otrok, ko se rodimo, začne omejevati. Vsi, družba, vsi pač bližnji jih začnejo omejevati, 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 dokler nas ne stisnejo v ta kalup, začnemo videti svet tako, kot vidijo oni, a ne? In se tudi pač seveda ta naša prej neomejena zaznava, neomejena percepcija se je zdaj puk zmanjšala na eno tako, a ne? In naša naloga je zdaj v tem, za vse, ki pač to želijo, da začnemo spet ta kalup razbijati, a ne? In da spet začnemo dovoliti tej naši percepciji, da postane taka, kot je bila na začetku in taka, kot mora biti. Tako da vsi imamo to sposobnost, sam moramo jo ponovno obuditi. Ok, da vidim, če kaj se še bilo vprašanja. Ja, lucidno se, zvočna kopel, sploh recimo gong tibetanske posodice, če je dovolj dolga, oziroma odvisno tudi pač od nas, koliko se lahko relaksiramo, je idealna za to, da začnemo okušati ta stanja, ko se naše telo sprosti dovolj globoko in dejansko naša zavest začne, a ne, se premikati v druge sfere, dejansko lahko postanemo lucidni, in ja, fenomenalna priložnost za to, no. Ok. Aha, Mateja, ful lepo napisano, ja. To so pa pač te naši znaki, a ne, ki jih se pravi, da vidimo, nam življenje pošilja določene znake, da nas usmeri v tisto pot, a ne. In mi se sploh ne rabimo truditi,
za karkoli, ker itak nam vse samo življenje prenese, se ponavadi mi zablokiramo. Isto z lucidnimi sanjami. Kot se reklo, vsi imamo to sposobnost, sam pač ponavadi ne damo pozornost na to, jo pač zapremo in je pač to povabilo, ok, dajmo si dovoliti odpreti ta vrata, a ne, in iti skozi. Tako da ja. Ne razumem srči iz tega komentarja, Olga, da tudi vi poznate lucidne sanje, samo ne tako podrobno, ne tako detajle. Se pravi, namen današnjega dogodka je, da jaz pač podam res osnovne stvari okoli te tematike in jaz se vam tudi na koncu povabila na vse, ki boste pač začutili, da želite delati karkoli globje, več informacij, več tehnik, več vsega na mojo delavnico, a ne? Pa sem, da grem še čez tale vprašanja, preden, ja, tako da je tudi komentar, ne? Spravim, kot otroci smo itek vsi ful več sanjali. Uh, Pardon. Tako da se lahko spomnimo te naših stanj in jih pač tudi aktivno povabimo, da se začnejo spet dogajati, ne? Ja, preroške sanje so tudi definitivno eden izmed tipov sanj, m, kjer recimo tako nismo čist lucidni, a ne, ampak so dejansko. Ker včasih, čist še to omenim, včasih tudi ni poanta, da postanemo lucidni. Včasih nam sanje hočejo povedati nekaj in je lažje, boljše, da pač mi ostanemo še vedno mm, ne čisto pri zavesti, ampak se jih pol tudi spomnimo. In na ta način, recimo, ker enkrat, ko postanemo mi lucidni, sploh če imamo mičken močnejši, ali kako naj rečem, umski del. Hočemo takoj vse kontrolirati. Včasih je tudi v lucidnih sanjah, pač to ponavadi omenjam kasneje, no, fajn, da pusti, da nam tudi lucidne sanje pokažejo, kaj, a ne? Ampak včasih pač naš višji jaz, naš drugi aspekt ve, da nam bo lažje pokazal nekaj, če ne postanemo lucidni, ampak so sanje, takrat je tudi omenjeno, pač lahko so preroške, a ne? In nam pokaže nekaj, kar se bo zgodilo, ali pa pokaže pač karkoli, kar moramo videti v našem življenju, a ne? Žive sanje. Ko se še ne zaveš, da sanjaš, a so to že neke vrste lucidnih sanj. Zdaj, važno je vedeti, da lucidne sanje niso pač ena točka, a ne, to je tak spekter, a ne. Tako da si lahko minimalno luciden ali pa recimo tik nad tem, da postaneš luciden in potem od tega minimalno lucidnega ful, pač cel spekter do one super lucidnosti, ki si pa res 100% tam. Kaj to pomeni? Da recimo pri minimalni lucidnosti nismo 100% zavestno tam, a ne, malo smo te, a ne, malo na meji. In potem lahko seveda s prakso, z določenimi tehnikami, to lucidnost poglabljamo in smo vedno bolj prisotni, globje, dejansko, dokler nismo popolnoma prisotni. Tako da ja, ko so zelo žive sanje, smo ful blizu. In če ti takrat veš, ne vem, se ukvarjaš s tem, poznaš tehnike, delaš te reality checke, takrat ti recimo reality check lahko zelo pomaga, ali pa pol so še druge tehnike, pač čez katere gremo na delavnici, kako tudi v teh živih sanjah si olajšati, da postaneš luciden, a ne? Ampak to je že tam, ja. Žive sanje so tako, ne, če recimo to so žive sanje, evo, to je pa lucidnost, tako da je samo še naslednji korak, no. Ja, sanje v sanjah, tudi to se zgodi. Kako izbrisati iz sanj bivšega moža? Uh, Kako ga izbrisati iz podzavesti? To je pa čisto, kar sem prej omenila za nočne more, deluje tudi za to. Spravi, namesto da se ga želi izbrisati, namesto da želimo nekaj izbrisati ali pa da se, ne vem, pobegniti od tega, se soočimo s tem. Tako da, spravim, v sanjah se včasih to težko spomnimo, če smo pa lucidni, je pač to lažje, nekaj takrat smo predzavestni, pa se spomnimo, ok, če se meni, ne vem, določena oseba, ki mi ni to pri srcu, ali pa ne vem, ne želim, da se pojavlja in se mi pojavlja, mi pač podzavest sporoča nekaj, ok, moraš se s tem ukvarjati, moraš pogledati, ker se nekaj pač dogaja. In pol v sanjah pač postaneš luciden in se pač, in isto, samo tej osebi pošlješ ljubezen, to je to. Tako da ne vem, lahko probate naslednjič, ko bo bivši mož v sanjah, si dajte sam namero, naslednjič, ko to sanjam, se bom spomnila mu poslati ljubezen. To je to. Res je pač tudi tako simpla, ne?
Ok, reality check. Reality check čez dan je namenjen temu, da se to nam vtisne v podzavest. A ne? Se pravi, da postane to dejanje malo da ne avtomatizem, ki ga bo potem naša podzavest ponovila v takrat, ko sanjamo. A ne? Če jaz 10-krat na dan pogledam roko, tukaj, se pravi čez dan, a ne? Je večja verjetnost, da jo bom pogledala tudi v sanjah. In takrat, ko bom pogledala v sanjah, bo to meni znak, a ne, ker jo bom videla in videla bom, da je nekaj čudnega na njej, da prsti niso taki, kot bi morali biti, in mi bo to pač ta trigger, da se zbudim v sanjah, a ne. Ok. Uh, no, super, me veseli, da je pomagalo in da boste začeli z zavestnimi sanjami. Aha, Matic, super. Kar meni se da z lucidnimi sanjami spremenjati oziroma manipulirati z realnostjo. V svojem obsegu, ja, tisto, kar sem rekla, če jaz v lucidnih sanjah grem v fitness, se bo to poznalo na mojih mišicah v tej realnosti. Kakorkoli se to sliši, mogoče znanstvena fantastika, tak je. Tisto, kar sem rekla, možgani ne razlikujejo med aktivnostjo izvedeno v dnevni realnosti, pač z fizičnim telesom ali z aktivnostjo izvedeno v sanjski realnosti, kjer ni fizičnega telesa. In mislim, da 1000% je tudi ta stvar, ki jo izkorišča marsikateri vrhunski športnik. Oni so vsi natrenirani, da delajo treninge tudi po noči. In ta en njihov trening po noči velja za 10 treningov čez dan. A ne? In sem tek res dam roko v ogenj, da večina teh vrhunskih atletov, vrhunskih športnikov, vseh teh, ki dosegajo ta top rezultate, obvlada lucidne sanje in jih uporablja tudi za to. No. Tako da na ta način se definitivno, se pravi, se manipulira, pač kreiramo realnost. A ne? Vse, kar narediš tam, se dejansko tudi prenese sem. In že s tem, da jaz tam treniram mojo zavest, se bo ta moja povečana zavest prenesla v to realnost in že s tem bom začela spreminjati svojo realnost. A ne? Tako da na ta način nekako gre to. Ali te lahko lucide sanje utrudijo, da se zbudiš zmatran? Mislim, se tudi lahko zgodi, zaradi tega, ker včasih gre tudi za kakšne energetske stvari, ali pa recimo včasih se pač moramo zavedati, da zahteva ful naše pozornosti. A ne? In če mi nismo še toliko natrenirani biti pozorni in mogoče še tudi naše energetsko telo ni toliko razvito in imamo mogoče malo manj energije, če smo mi ful aktivni v lucidnih sanjah, se lahko zgodi, da tam potrošimo več energije. Ne bom šla tu ful bolj detajlno, ampak je tudi mal povezava med tem, koliko imamo mi naše notranje energije in koliko lahko lucidno sanjamo. Moramo imeti določeno količino energije, da pol lahko tudi da lahko lucidno sanjamo, ker če mi vso energijo iztrošimo čez dan, a ne, za vse ostale stvari in gremo pol spat, pač res, da se zgrudimo v posteljo, je velika verjetnost, da pač bo ful teže se zbuditi, ne, v lucidnih sanjah. Zaradi tega jaz vedno pravim, prakso delamo takrat, ko vemo, da se lahko spočijemo, ko smo spočiti. Ja, toliko zaenkrat, ker drugače bom šla v preveč detajle, no. Na delavnici grem pa tudi čez te aspekte, ker so ful pomembni, se pravi, kako energetsko tudi sebe postaviti, da ti omogoča potem lažjo prakso lucidnih sanj. Je pa tak, recimo prvič, ko se je meni odprlo, se pravi, ko sem bila zdaj odrasla, pa da so se lucidne sanje ponovile, je bil to nenormalen energetski naboj. Se pravi, sem se jaz zbudila popolnoma nafiljena. Tako da lahko se tudi to zgodi. Se pravi, da je zdaj tako odvisno. Če se vi zbudite v lucidnih sanjah, a ne, vas lahko res nafila, če ste pa ful aktivni v lucidnih sanjah in delate ful stvari, pa lahko pol tam porabite recimo precej svoje pozornosti in pozornost je spet energija in jo morate pač nekako regenerirati, a ne.
lucidne sanje, ali so torej so lucidne sanje na nek način subliminarne afirmacije? Mislim, jaz ne bi, mislim, ne vem, kaj točno je definicija subliminarnih afirmacij, ampak jaz bom rekla, mogoče marsikdo ne reče temu tako, ampak ja, pač jaz nimam težav izreči stvari. Lucidne sanje so vzporedna realnost. Pika. A ne? Vzporedna realnost, v katerih, ki jo lahko odpremo in v kateri lahko delujemo, in pač te dve realnosti, naša dnevna realnost in pač ta realnost lucidnih sanj, delujeta vzajemno. To je to. A ne? Isto, zaradi tega, ker kar mi delamo čez dan, bo tudi vplivalo na to, kar se nam dogaja po noči. Se pravi, da oboje vpliva, ne? Mm, je pač ta vpliv enen na drugega. Če mi delamo čez dan določene stvari, ki nam bodo omogočile, da postanemo zavestni v sanjah, a ne, bomo lažje postali zavestni in potem pač tudi kontra. Če delamo v zavestnih sanjah, lucidnih sanjah stvari, ki nas bodo podprle v tej dnevni realnosti, je pa pač, a ne, se bo tudi to zgodilo. Ok. Spravi, a lahko lucidne sanje razkrijejo, kaj se nam je pravzaprav v neki travmi zgodilo? Naprimer, na fizičnem telesu občutiš dogajanje v obliki fizične bolečine. Mislim, lahko, date namero, a ne? Date namero, da želite vedeti in da naj vam pokažejo. Zdaj tak je. Načeloma, če je karkoli takega, kar niste pripravljeni videti, vam ne bodo pokazali. Zaradi tega mi moramo vedeti, da je pač zadaj še vedno ta inteligenca in če mi na nekaj nismo pripravljeni, se to ne bo zgodilo. Lahko pa dam namero, da želim to videti, a ne? Ampak jaz vedno pravim, jaz dam namero, da se stvar razreši, pa tudi če vem ali ne, zakaj se je to zgodilo, a ne? Ni vedno ključ, da moramo vse vedeti, včasih se samo nekaj zgodi, ker se moramo pač s tem, ker nam nekaj hoče povedati. In potem, ok, enkrat, ko pač to vidim, sprejmem, razrešim, to je to. Ampak absolutno lahko date namero, da pač vidite, kaj je, a ne. Ali se moram ukvarjati s pomenom sanj, ko se jih zapišem? Ne. Mm, če se želite, lahko, ampak poanta dnevnika in pisanja sanje, da damo pozornost na to, da se začnemo trenirati v spominjanju sanj in nam potem to pomaga v lucidni praksi. Znači, če ne želimo ali pa če ni, ker pač dosti sanje takih, ki se nekaj, a ne, kar res naša podzavest tukaj procesira in se nijemo kaj s tem ukvarjati, ker itak ne boš dobil, ne rabiš dobiti razlage, a ne. Če pa se kdo želi, pač se lahko tudi potem spusti v to, ampak pomen sanjskega dnevnika je drugje. Je v bistvu v tem, da namera, pozornost na sanje, se pravi lažje spominjanje sanj in potem tudi na tem, da iščemo določene vzorce, ki so pač tudi ene tehnike, kjer potem preko tvojega sanjskega dnevnika lahko ugotoviš določene vzorce, ki se ti pojavljajo v sanjah in potem to izkoristiš za doseganje lucidnosti, a ne. Ok, še zadnje vprašanje. Po povedanem, torej lahko vplivamo na odločitve drugih oseb, lahko pomlajujemo telo in brišemo gubice, lahko pridobimo popolno postavo. Na odločitve drugih oseb mi nikoli nimamo vpliva, če se to kdo greš to na lastno odgovornost. Načeloma vsaka oseba ima svojo svobodno voljo. A ne? In mi, ko rečemo, da na nekoga vplivamo, ponavadi se gre za podzavestne dogovore iz drugih sfer med dvema osebama. Zaradi tega se tudi stvari dogajajo. Ja, ne bom se tega dotaknila, res, ampak je bilo vprašanje. Ne, ne govorim zdaj o teh magijah, pa o teh stvarih, ki manipulirajo potem z drugimi osebami, a ne preko določenih drugih sil. Lucidne sanje niso za to. In tudi, če bi želeli kajkoli takega delati, jaz sem 100%, da vaš višji jaz, vaši vodniki vam tega ne bodo dovolili, a ne? Ker nimamo nobene pravice se vtikati v nobenega. Nobenega. Lahko se ukvarjamo samo in izključno s sabo. Kaj lahko za drugega naredimo, je, če je kdo bolan, če kdo rabi podporo, da samo iz našega srca pač pošljemo res to ljubezen, energijo proti tej osebi, a ne? Lahko jo oseba sprejme to energijo ali pa ne, to je pol pač že spet na osebi. Ampak da bi se pa mi vtikali v odločitve, kakorkoli manipulirali s komorkoli, prvo, ko prvo bomo zablokirali, drugo, ko drugo, če vam karkoli takega uspe, greste na lastno odgovornost, ker vsaka stvar ima svoje posledice. Ampak itak pravim,
je zadaj deluje inteligenca, ki nam te stvari preprečuje, ampak na sebi pa lahko delate, seveda. Če želite, absolutno pač se tudi že za samo prakso, ker pravim, je to odpiranje enih energetskih vrat, ki nas bodo že v osnovi pomlajevala, zaradi tega, ker začnemo razširjati svojo zavest, svojo percepcijo, a ne? Kar pomeni, da se bo naša energija jačala in če bomo mi močnejšo energijo, se to tudi pozna na našem fizičnem telesu, a ne? Bistveno bolj žarimo, bistveno bolj se določene stvari naredijo. Tako da, ampak ja, definitivno pa lahko delate karkoli, tudi na postavi, na karkoli tem. Na kakšen način lahko dobiš dodatno korist, če si umetnik? Ja, nič, ustvarite, karkoli ustvarjate, ustvarjate v lucidnih sanjah. Zaradi tega, ker v lucidnih sanjah mi nismo, imamo pač res odprte tudi vse te kanale, a ne? Tako da lahko dobimo navdih, a ne? Čist na drug način, a ne? Kako pa mislite, da je, ne vem, čisto najbolj znan primer je recimo Tesla, a ne? Za od teh umetnikov, jaz sem pač prepričana, da tudi umetniki, pač vsi ti slikarji, Dali sploh, a ne? To so vse navdihi, slike, vizije iz zavestnih lucidnih sanj, ki so jih pač pol oni prenesli še v to realnost. Tako da date namero, želite navdih za karkoli, želite novo idejo, ali pa že samo to, da pač odprete kjerkoli kanali, ali so to z področja pač slikanja ali kjerkoli druge umetnostne stvari. Se pravi, že doskrat pa že samo to, da boste v lucidnih sanjah, vam bo dalo tako inspiracijo, zaradi tega, ker se vam odprejo čez druga vrata, a ne? In ponavadi pač bi rekla, da če kdo umetnika, ne, se tudi čez drugače začnejo prikazovati stvari tudi v tej realnosti lucidnih sanj. Tako da ja. Odlično, me veseli, zdaj smo že mičken čez, tako da jaz sem počasi zaključila. Super so bila vprašanja, tako da sem res hvaležna, da smo lahko še te stvari malo podebatirali. In vas bom vse lepo povabila, če kdo začuti, da bi delal globlje, da gremo pač en nivo globlje v določene tehnike, v določene načine, kako lahko lažje, hitreje vstopate v lucidne sanje. Res pač predelamo ogromno tem, je kar intenzivna delavnica. Imam 12. in 13. aprila dvodnevno delavnico, ampak je isto preko Zooma in ni cel dan. Naredila sem jo pač načrtno tako, da je na 2 dni, da ni preobremenitev v enem dnevu in imamo soboto od 5 do 8, pa v nedeljo od 5 do 8, a ne? Tako da vabljeni vsi, ki bi želeli iti v naslednji nivo. Jaz vam bom tudi to vabilo poslala po mailu, tako da če koga zanima, dajte biti pozorni še na naslednje maile, ki jih boste dobili. Če kdo ne dobi maila, mi tudi lahko piše. Tako da ja, jaz bom zelo vesela, če se udeležite in če se srečamo tudi tam in gremo potem res v detajle okoli lucidnih sanj. Zdaj, še zadnja stvar, poslala vam bom tudi povabilo do Facebook skupine, imamo Facebook skupino za lucidne sanje, če kdo želi biti pač del skupnosti, podebatirati o določenih stvareh, ogromno je tudi informacij noter, se lahko potem pridruži. Tako da za danes bom rekla samo hvala lepa in hvala za to pozornost, da ste bili danes tukaj in želim čudovite sanje in da se zbudite v lucidnih sanjah. Tako da hvala lepa vsem. Ja, v recording bom ustavila.